Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo osredinili na novost Dana iz Mirne, ki je v sodelovanju s podjetjem Tetra Pak trgu predstavila vodo v Tetra Pak embalaži. V Komunali Trebnje začenjajo gradnjo novega poslovno-logističnega centra na obrobju mesta. V novomeškem TPV-ju pa se pripravljajo na pomembno sodelovanje z nemškim BMW-jem. Začenjamo pa v idiličnem okolju Botaničnega vrta v Ljubljani, kjer je vodstvo Dane predstavilo svoj inovativni izdelek. V mirnski družbi Dana ostajajo zvesti svojemu poslanstvu, to je prispevati k boljšemu življenju z vrsto svojih izdelkov in storitev. Prilagajajo se smernicam, iščejo nove tehnološke rešitve, uvajajo nove okuse in embalaže, vse bolj pa se usmerjajo tudi v iskanje novih tržnih priložnosti onkraj meja. V začetku poletja so tako v sodelovanju s podjetjem Tetra Pak kupcem predstavili nov ekskluzivni izdelek, naravno mineralno vodo Dana v sodobni embalaži Tetra Pak. Slovenski potrošniki lahko kot prvi na svetu uživajo vodo, pakirano v embalaži Tetra Prisma Aseptico velikosti 750 ml, ki je sodobnega videza in ovita v kovinski odsev. Je na predstavitvi novosti v Botaničnem vrtu v Ljubljani poudaril direktor Dane Marko Hren. Ta embalaža je popolnoma razgradljiva, večina te embalaže sestavlja karton, seveda znotraj je tudi polietilen in aluminijasta folija, ki je tudi razgradljiva, se pravi, to se razsloji in se vse reciklira. This is a very functional package. It is modern, it has a premium look, it is very functional in the size. It can work both at home to pour in the glass, it can work for on-the-go consumption. Another important characteristic is that this package is made mainly from renewable sources, from paper. And the paper has been produced from certified forest. So it is new, it is innovative, it is functional, and it is good for the environment. So together with Dana, we're leading the way in a more sustainable future. V čem pa je prednost vode v Tetra Paku pred vodo v plastenki? Prednost Tetra Paka je predvsem ta, da voda zdrži, da je boljša oblika zaščite vode. To se pravi, tukaj ne prihaja do UV žarkov, to se pravi, drži tudi temperaturo do določene meje, ker v plastenki se hitro segreje, pa zelo visoka kvaliteta polnjenja, ker je mašina, na kateri to polnimo, aseptična. Tetra Pak packaging is excellent in terms of protecting a product. Probably consumers are more used with dairy product, milk, or with the juices in Tetra Pak packaging. But the Tetra Pak packaging is providing an excellent protection versus light, versus oxygen, versus odor. So when you have an excellent water into the package, like a natural mineral water from Dana, the package is protecting that product. As a matter of fact, the motto of a Tetra Pak is protects what's good, and the good is the product inside. Novega izdelka, kot rečeno, ne bi bilo brez Daninega znanja in švedskega Tetra Paka, vodilnega svetovnega podjetja na področju rešitev predelave in embalaže živil, ki v sodelovanju s strankami in dobavitelji dnevno zadovoljuje potrebe več 100 milijonov ljudi v več kot 170 državah. S tem podjetjem sicer Dana sodeluje že nekaj let. Vstopili smo pred 3 leti za sokovi Dana Natural Selection v Prisma embalaži in moram reči, da se je pokazalo kot zelo dobra odločitev. Sokovi, tržni deleži nam rastejo, kupci so prepoznali kvaliteto in dobro embalažo, tako da smo zelo zadovoljni. Naravno mineralno vodo, ki vsebuje razmeroma visok delež kalcija in magnezija, polnijo iz izvira Dana na reki Mirni. Letno v tovarni napolnijo približno 16 milijonov litrov vode v vseh vrstah embalaže, plastični, stekleni in zdaj še v Tetra Paku. Vrtina za našo vodo je v krogu naše tovarne. Vrtine so globoke od 200 do 250 metrov. Izredno dobra mineralna sestava tal daje osnovo za to kvalitetno vodo. Primerna je tudi za ljudi, ki uživajo živila z nizko vsebnostjo natrija, nadaljuje Hren. Je naravna in ne vsebuje ogljikovega dioksida ter sodi med nizko mineralizirane vode. Dana je prva slovenska voda, katere kakovost redno preverjajo z biološkimi testi, ki zagotavljajo varnost za zdravje. Voda v pipah je neoporečna, ni pa zdrava. To naj vsak sam presodi. Mineralna voda je najboljša oblika kvalitete vode. Seveda jo polnimo tudi v druge
druge embalaže, tako stekleno in plastično. Zakaj smo se odločili pa za Tetra Pak? Ker je to nekaj novega, ker smo prvi na tem tržišču, mogoče je ekološko bolj sprejemljiva za nekoga, ki ne bo posegal po plastenki in mislim, da gremo v trendu. Zaradi novosti so morali prilagoditi proizvodno linijo, predvsem pa je bilo potrebnega ogromno testiranja. Skoraj leto dni, poudarja Hren, saj so želeli zagotoviti resnično dober in varen izdelek za kupce. Ne, da smo samo prvi v Sloveniji, prvi smo v jugovzhodni Evropi in tudi v svetu je zelo, zelo malo proizvajalcev, ki polnijo to embalažo. Seveda so to zdaj neki poskusi, kako bi mogoče v bodoče izgledala voda kot embalirana. Bomo videli, kaj bo prihodnost pokazala. Dana pod svojo blagovno znamko trži naravno mineralno vodo, vodo s sokom, funkcionalne vode, sokove, nektarje, sadne pijače, biosokove, sadne sirupe, osvežilne negazirane brezalkoholne pijače in ledene čaje. Uvedbo novega izdelka na trg, ki poteka pod geslom Poišči svojo strast, poišči vir življenja, bodo podprli z marketinško kampanjo Vir življenja, zasnovano na zgodbah mladih posameznikov, ki so ali si želijo svojo strast spremeniti v vir življenja. Je pa nova voda že na slovenskem trgu. Proizvedli smo eno serijo, to je bila prva serija, ki smo jo skupaj s Tetra Pakom lansirali. To je cirka 100.000 komadov. Je v trgovinah že, se pravi kar v teh drogerijih trgovinah in v renomiranih večjih trgovskih centrih je že voda nekih 14 dni, kar je na policah. Na novo polnitev so v podjetju pripravljeni. Zdaj ima torej besedo trg. I believe that it will be successful for a couple of reasons. First of all, it's a new product, it's an innovation. It will provide differentiation. Now when you look at the shelf, you see a lot of packages looking the same, and this will stand out with this metallized finish, with this particular shape. And then I think that it will also be successful because people now are paying more attention to sustainable product, and this is a more sustainable product. Voda je torej za kupce že na voljo pri nas in na Švedskem. So jo pa v minulih dneh med drugim predstavili na sejmu v Šanghaju na Kitajskem. Že jeseni sledijo še nekatere novosti, ki so zaenkrat poslovna skrivnost. Ni pa prvi mož družbe skrivnosten, ko gre za poslovanje družbe. V letošnjem letu Dana zopet beleži kar močno rast, 12 do 13% rastemo s prihodki, tako na slovenskem trgu in tudi na izvoznih trgih. V prvih 6 mesecih prognoze kažejo, da bomo naredili skoraj 8,5 milijona prometa. Kot sem povedal, je to kar skokovita rast. Seveda za rastjo stojijo zadaj ljudje, imamo kar velike težave z samo proizvodnjo, ker za take rasti se morajo podjetja pripraviti tako kadrovsko kot tehnološko. Tačas imajo 110 zaposlenih, a so potrebe po delavcih večje. To se s povečevanjem proizvodnje kaže že dlje časa. Kot pravi, se vseskozi soočajo s pomanjkanjem ustrezne delovne sile, kot je že praksa v zadnjem času na Dolenjskem. Zaenkrat zaposlujejo le domače delavce in Hren upa, da bo tako tudi ostalo. Kruh namreč zagotavljajo veliko družinam v Mirenski dolini, kar je dodana vrednost tovarne. Iz Ljubljane pa v Novo mesto. Nemški avtomobilski velikan BMW, ki s svojimi blagovnimi znamkami BMW, Mini in Rolls-Royce je vodilni proizvajalec premijskih vozil na svetu, je po več kot 2 letih zapletenega postopka izbora v močni mednarodni konkurenci kot ekskluzivnega dobavitelja za strukturni sklop podvozja izbral slovensko podjetje TPV iz Novega mesta. Pridobljeni posel pomeni velik potencial za razvoj skupine na globalnih trgih in hkrati širitev obstoječih proizvodnih lokacij v Sloveniji. Tehnološko najnaprednejši izdelek, ki ključno vpliva na vozno dinamiko, bo kot del BMW-jeve platforme vgrajen v več kot 6 milijonov vozil. Začetek proizvodnje je predviden v nekaj letih. TPV je eden vodilnih razvojnih dobaviteljev, delujoč na globalnem trgu avtomobilske industrije. Njegov osrednji produktni program predstavljata razvoj in proizvodnja različnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, kot so sklopi karoserije ter podvozja, komponente in elementi avtomobilskih sedežev ter tesnila motorjev. V sklopu pridobljenega projekta v TPV-ju načrtujejo več kot 200 novih zaposlitev in občutno povečanje proizvodnih zmogljivosti, ki jih bodo zasnovali v smeri pametnih tovarn in predvidevajo visoko stopnjo avtomatizacije ter robotizacije. Po ocenah poznavalcev gre za največje posamično naročilo za slovensko dobaviteljsko industrijo doslej. TPV je tudi nosilec celotnega razvoja izdelka,
kar je glede na visoke zahteve kupca in zapletenost izdelka izjemen dosežek. Podjetje s tem postaja eden od ključnih izvoznikov slovenskega znanja in nosilcev globalizacije slovenskega gospodarstva. Direktor, predsednik poslovodstva TPV-ja Marko Gorjup je ponosen na svoje sodelavce, ki so kupcu uspeli dokazati odličnost njihovih poslovnih, razvojnih in proizvodnih zmogljivosti ter zasnovali izdelek, ki bo vgrajen v ena najkakovostnejših vozil na svetu. Pridobljeni posel pomeni potrditev strategije globalizacije skupine TPV z načrtovanim prodorom v ZDA in na Kitajsko, ter hkrati utrjuje položaj TPV-ja kot pomembnega razvojnega in predrazvojnega dobavitelja v avtomobilski industriji. Lani so v skupini ustvarili 153 milijonov evrov prihodkov in zaposlovali 1205 ljudi. Dolenjske občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice ter belokranjske občine Črnomelj, Metlika in Semič so aprila letos podpisale dogovor o sodelovanju pri izgradnji mehansko-biološkega obrata Dolenjske in Bele krajine. S tem so se zavezale k ustanovitvi nove družbe, ki bo nosilec naložbe MBO Dolenjske in Bele krajine. Sprejetje odloka pomeni pravno podlago za sklic ustanovne skupščine, podpis družbene pogodbe in formalno pravno ustanovitev javnega podjetja Cero DBK. Ta čas jih v prvem branju obravnavajo občinski sveti v vseh občinah podpisnicah. Projekt MBO obsega dve naložbi, izgradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov ter zunanjo ureditev, komunalno in prometno infrastrukturo. Objekt naj bi sprejel na biološko stabilizacijo cirka 25.000 ton že obdelanih anaerobnih odpadkov, opravilo dodatno stabilizacijo, dodatna sejanja, izločilo frakcije, ki so še potrebne zaradi kurilne vrednosti in preostanek bo namenjen odlaganju. Gre za objekt brez opreme za mehansko obdelavo. Dejstvo je, da je predhodni objekt vseboval tehnološko opremo za mehansko obdelavo v višini skoraj 12 milijonov evrov. Tle pa le-ta ne bo potrebna v takem obsegu, ker gre za kombinacijo obdelave z Snago Ljubljana in bo potrebna le v manjšem obsegu. Mehanska, biološka pa polna, tako kot je bila predvidena takrat. Gradnja objekta in naprav je ocenjena na dobre 4,6 milijona brez davka, medtem ko naj bi ureditvena dela na ploščadi stala približno 826 tisoč evrov brez davka. Slednja naj bi izvedla vseh 15 občin v sklopu ločene naložbe, saj se ta nanaša na dejavnost obdelave in odlaganja odpadkov, ki bo vključena v poslovni načrt in načrt naložb za leto 2019 podjetja Cerot. In kako bo v prihodnje z odpadki? Mešan komunalni odpadek bo šel na mehansko obdelavo v Ljubljano, v podjetje RCR Ljubljana. Znotraj predelave bo stekel tudi anaerobni proces digestije, preostanka. To je biološki proces v reaktorjih. Po zaključenem procesu bo pa ta odpadek prišel na dodatno biološko stabilizacijo v prostore MBO-ja sam. Občine so se s podpisom dogovorile, da bo z infrastrukturo novo zgrajenega objekta MBO upravljalo skupno novo podjetje, pri čemer je od končne oblike financiranja naložbe odvisno tudi lastništvo na infrastrukturi. Financiranje zaenkrat je vse aktivnosti, ki jih peljejo občine, peljejo v smeri pridobivanja kredita, kjer naj bi s ciljem vsaj 50, če ne 75% vrednosti investicije pokrili z najetjem kredita. Evropskih sredstev za namen obdelave odpadkov s perspektivo 2015 so se zaključili in v perspektivi do 2020 za ta namen sredstev ni več. Občine so postavile pogoj, da je dogovor o sodelovanju pri izgradnji MBO-ja veljaven, če bo večina podpisnic do 30. septembra letos sprejela odlok o ustanovitvi novega podjetja. O začetku naložbe pa Kregar pravi: Realno na današnji dan ocenjujem jaz, da je z izvedbo javnih razpisov možno pričeti v razpis januar-februar leta 2019. Občine skupaj zagotavljajo najmanj 80% sofinanciranja projekta. Razlika do celotne vrednosti se bo sorazmerno razporedila med druge občine podpisnice, če katera od njih ne bo v roku sprejela odloka.
Še ostajamo na Dolenjskem. V Komunali Trebnje v teh dneh začenjajo največjo naložbo v zadnjih desetletjih, gradnjo novega poslovno-logističnega centra. Želje in potrebe po selitvi so obstajale že več let, pred 2 letoma pa so jih začeli uresničevati. Poiskali so lokacijo za primernejše prostore za delo ter izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb. Konec leta so kupili zemljišče za gradnjo, na katerem bo kmalu zrasel nov poslovno-logistični center. Potem, ko so v prvi polovici tega leta objavili javni razpis za izbor izvajalca del, so pred dnevi z njim podpisali pogodbo. Gradilo bo podjetje GPI Tehnika iz Novega mesta. Gre res za pomembno investicijo, o kateri so razmišljali tudi že moji predhodniki in seveda naše lastnice. Vemo, da Komunala Trebnje s svojimi dejavnostmi v center mesta nikakor ne sodi. Problematična je predvsem logistika, zato smo iskali neko primernejšo lokacijo zunaj mesta Trebnje oziroma na njenem obrobju. In našli najboljšo možno, meni Tomšič, na območju v smeri Mirenske doline. Komunala sicer izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe v občinah Trebnje, Mokronek, Trebevno, Mirna in Šentrupert. Ob tem je popolnoma jasno, da so sedanji prostori po eni strani postali zaradi povečanega obsega dejavnosti Komunale Trebnje tudi premajhni. Zaradi novih dejavnosti smo mogli zagotoviti številne nove vire, tako kadrovske kot druge vire, in številna oprema, ki smo jo pridobili v zadnjem času, je shranjena neprimerno in se tudi že na nek način dela škodo. S sodobnim centrom, ki se bo razprostiral na hektarju zemljišča, bodo vse združili pod eno streho. Izvajalec bo izvedel projekt na ključ, torej vsa gradbena dela od izkopa do vključno montaže opreme. Dela začenja takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, najpozneje v začetku julija, medtem ko naj bi naložbo dokončal do maja prihodnje leto. Je kar zahteven projekt, dejansko gradimo kompleten kompleks prestavitve komunale, se pravi od kompletne infrastrukture, zunanje ureditve, nadstrešnice, garaže z delavnicami in upravni objekt. Pri tem morda gre izpostaviti še izobraževalni kotiček, ki bo v avli upravne stavbe, kjer bomo lahko določena znanja prenašali na mlade generacije, ter morda kongresno dvorano, ki bo služila primarno za zbore delavcev oziroma kot je delnica za moje sodelavce. Po drugi strani bo pa lahko tudi nek konferenčni prostor tudi za druge namene. Projekt je zahteven, poudarja Drago Muhič, a glede na njihove izkušnje ne pričakuje težav in je prepričan, da ga bodo izvedli do roka. V glavnem s svojimi gradbenimi delavci, z pomočjo tudi kooperantov na tem gradbenem delu, pol bomo pa probali in tudi dogovor je, da vključimo čim več domačinov, se pravi trebanskih obrtnikov in raznih izvajalcev iz trebanskega konca, v glavnem pa Dolenjci. Naložba je preplet visoke in nizke gradnje in obeh so vešči, poudarja Muhič. Ki je kompletna infrastruktura za nanjo ureditev, na teh imamo dobre izkušnje. Veste, delamo Suhokranjski vodovod in kar cestodvor smo glih zdaj končali, se pravi, da na tem področju imamo izkušnje. Na visokem gradnju pa sploh, če povem, da smo v samem Trebnju naredili že prizitek doma starejših, objekt Sonček, v neposredni bližini v obrtni coni Mirna Peč pa kompleten kompleks Čekoma iz Italije. Tako kot GPI Tehnika pa uspešno posluje tudi Trebanjska komunala, ki v zadnjih letih za več kot 100% povečala obseg svojih dejavnosti in del, poudarja prvi mož javnega podjetja. S tem smo tudi nekako dosegli predviden obseg dejavnosti za, rečem, lahko kratkoročno prihodnje obdobje. Bomo pa nekatere same dejavnosti še do določene mere razširili in morda v manjšem obsegu tudi še kakšne nove začeli upravljati. Ena od možnosti, ki bi jo lahko komunala upravljala, je recimo dimnikarska dejavnost. Po neki logiki
bi dimnikarska dejavnost lahko sodila v obseg poslovanja komunale. Poleg tega v nekaterih občinah ne izvajamo še vseh gospodarskih javnih služb varstva okolja. Poslovno-logistični center bo komunalo po pogodbi stal 2,85 milijona evrov. Za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, pripravljalna dela, nadzor in plačilo komunalnega prispevka pa bo namenila še približno $500 milijona. Če so vsi sedanji prostori v lasti občine Trebnje, bo nov poslovno-logistični center v celoti financirala komunala Trebnje z lastnimi viri, seveda s pomočjo dolgoročnega kredita. Obseg del, predvsem na področju gradbene dejavnosti in drugih dejavnosti, se je tako povečal, da je komunala sama to zmožna sfinancirati. V komunali so v zadnjih letih poslovali stabilno, s pozitivno ničlo, poudarja Tomšič. In kar je tudi izjemno pomembno, pridobili so zaupanje lastnikov, s katerimi dobro sodelujejo, ohranjajo pa tudi dobre odnose z uporabniki. Za konec pa še v novomeško komunalo, v kateri že 2 desetletji ozaveščajo uporabnike, da je ločevanje odpadkov na izvoru nujno. V vseh 8 dolenjskih občinah, v katerih zbirajo odpadke, so izpeljali že številne akcije. Korak naprej pomeni pregledovanje vsebine zabojnikov za odpadke s pristojnimi medobčinskimi inšpektorji. Izsledki teh akcij, ki so jih že izvedli v Novem mestu, Šentjerneju, Dolenjskih Toplicah in Mirni Peči, so zaskrbljujoči. Poglejmo podrobnosti. Pravilno ločevanje odpadkov na izvoru je edina pot, če želimo naravo ohraniti kolikor toliko neokrnjeno. Izgovorov ni, poudarjajo v komunali, saj je sistem zbiranja odpadkov na terenu jasen. Najbolj obsežen in najbolj zahteven je preko zabojnikov na terenu, to je prvi. Pri nas je integralni sistem, kar pomeni en zabojnik za več gospodinjstev. Torej na terenu so postavljeni zabojniki za mešane komunalne odpadke, za embalažo, papir, steklo, biologijo in pa na pokopališčih tudi za sveče. Drugi način zbiranja odpadkov je zbiranje kosovnih odpadkov. To pomeni, da vsako gospodinjstvo lahko enkrat na leto naroči odvoz kosovnih odpadkov, pridemo na dom, te kosovne odpadke odpeljemo, torej brezplačno, in jih potem mi seveda naprej sortiramo. In pa tretji sistem, ki se tudi vedno bolj uveljavlja, pa je to, da lahko občani brezplačno pripeljejo kosovne odpadke oziroma vse tiste odpadke, ki ne sodijo v zabojnike, na zbirno-reciklažne centre. Ali Novo mesto, Šentjernej, Dolenjske Toplice ali Žužemberk. Akcijo z medobčinskim inšpektoratom so začeli v največji novomeški krajevni skupnosti na Drski. To, kar vidite, je vsebina zabojnika za mešane komunalne odpadke na ulici Slavka Gruma, ki nesporno dokazuje, da skoraj vse, kar je v zabojniku, vanj ne sodi. Prvi zabojnik, ki smo ga obrnili, torej mešani komunalni odpadki oziroma preostanek odpadkov, že zdaj ugotavljamo, da je približno samo nekje 20% tistih odpadkov, ki v ta zabojnik sodi. In kar tudi sicer ugotavljamo, da so ti zabojniki za mešane komunalne odpadke po večini povsod nabito polni, vsi ostali zabojniki, kjer pa bi morale preostanki odpadkov, torej ločenih frakcij, ostati, torej pristati na koncu, pa ostajajo seveda na pol prazni oziroma polni. Ko nas občani, ko so zabojniki prepolni, kličejo in prosijo, opozarjajo, da je potrebno dodati še zabojnike za mešane komunalne odpadke. Mi trdimo ravno drugače, da v bistvu prostora za mešane komunalne, za preostanek mešanih komunalnih odpadkov ga je veliko preveč. Da ti odpadki dejansko sodijo v preostale zabojnike, ki so namenjene za ločene frakcije. Zagotovo več kot 70% teh mešanih, sedaj pomešanih komunalnih odpadkov sodi v rumen zabojnik, kjer je embalaža, različne vrste embalažnih materialov. Potem seveda nekoliko manjši delež papirja. Akcija z medobčinskim inšpektoratom je v prvi vrsti namenjena ozaveščanju o pravilnem ločevanju odpadkov. Se pa postavlja vprašanje, zakaj občani tega v praksi dejansko ne počnejo. Vsebnost neustreznih odpadkov v zabojnikih se je namreč izrazito povečala. Delamo intenzivno na ozaveščanju že malih v vrtcih, v osnovnih šolah.
razne akcije izvajamo, kako da bi se ta procent le med občani dvignil. Enostavno tega odgovora nimamo, kako lahko sploh na območju, kjer so vsi zabojniki na enem mestu, zakaj nekdo, ki odvrže odpadke torej ki prinese odpadke na ekološki otok, ne sortira odpadke v posamezen zabojnik. Nimamo odnosa do okolja in na to gledamo preveč tako mačehovsko. Precej podcenjujoče torej gledamo na pomen varovanja okolja. V zadnjem času sicer beležimo do 50% ločeno zbranih odpadkov, kar je pa še seveda veliko prostora za napredovanje. Tako da cilj je seveda čim več izločiti kvalitetnih materialov, ki bodo potem v bistvu uporabni za neko osnovno predelavo. Kajti če ni kvalitetnega ločevanja, tudi tisto, kar je ločeno in da ni to kvaliteten material, v bistvu se ga ne da osnovno izrabiti. Zaskrbljujoče razmere ob prvem nadzoru so novomeško komunalo spodbudile, da bodo še bolj navzoči na terenu, z inšpektorji preverjali in ozaveščali občane in skupaj poskrbeli tudi za ustrezne sankcije. Te sicer ne bi bile potrebne, saj se že več kot desetletje, tako Klemenčič, trudijo na čim več mestih zagotavljati dovolj prostorne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Žal glavnina pristane v zabojnikih za mešane komunalne odpadke. Vsa vsebina, ki pristane v zabojniku za mešane komunalne odpadke, jo odpeljemo na deponijo v Leskovec. Torej fazo obdelave in odlaganja odpadkov potem prevzame podjetje Cerod. Torej vsaka tona odpadka, ki pristane v mešanem komunalnem zabojniku, na koncu je podvržena obdelavi na Cerodu. Ker se vsi odpadki med sabo zmešajo, denimo embalaže in ostanki hrane, so po obdelavi kot surovina v večini onesnaženi in posledično neuporabni. Preveč smo v komoti in vsak bi imel rad po eni strani pred pragom, ko je treba nekam nesti, po drugi strani pa čim dlje od svojega dvorišča, da ja ne smrdi nekomu. Torej sistema med sabo seveda ne more biti ne eno, ne drugo, torej iščemo vedno optimalne lokacije, če se le da na javnih površinah, da je ta razdalja do vseh uporabnikov v nekem naselju čim krajša. Klemenčič sicer zagotavlja, da komunalni delavci odvažajo vse zabojnike ločeno. Torej nikoli to, kar je splošno mnenje, da na koncu komunala vse pobere z enim kamionom in odpelje na deponijo. To niti slučajno ni res, vsak vrsta odpadek se vozi v svoji relaciji. Zato je pomembno ločevanje na terenu, a v komunali pogosto slišijo očitek, zakaj bi ločevali, če od tega ničesar nimamo. Seveda na nivoju zbiranja odpadkov povečujemo stroške. Ampak, če bi občani ločevali, se nam zelo pozna pri znižanju cene na področju obdelave mešanih komunalnih in pa odlaganju. Ker vsi odpadki, ki pristanejo v mešanem komunalnem zabojniku, so podvrženi nadaljnji obdelavi. In obdelava se plača po toni. In manj kot bo mešanih komunalnih odpadkov, manj bo ton odpadkov, s tem bo nižja cena. Morda je vsaj cena, če že ne ekološka zavest, tista, ki lahko ljudi spodbudi k večjemu ločevanju na izvoru. To je vse, kar smo pripravili v zadnji oddaji z gospodarskimi vsebinami, preden odidemo na zaslužen poletni oddih. Če ste nas zamudili, si lahko prispevke ogledate na naši spletni strani www.vaskanal.com. Prijetno poletje vam želimo in lep pozdrav do septembra, ko se znova vrnemo. Srečno!